Tole, hvala lepa, kolegici Marjeti Keščev svetel še enkrat za tokratno predstavitev. Zdaj smo pa pri zaključku. Hvala vsem, da so ostali izdržali do te ure. Mislim, da se strinjamo, da je vredno. Zdaj pa bi jaz prosila, ne vem, glede slajdov, lahko jaz premikam tam na nekaj? Aha. Ne, tole ne bo, tole ne bo. Bom jaz zdaj se ne dotikala tega, pa bi prosila sam, če nastavite. Se ni nič tazga, zelo na kratko bom, sam to tam vse izpisano. Jaz tukaj le next sicer kucam, mislim, pritiskam. Ne vem, zakaj je to vedno pri meni. Malo hecam, no. Jaz nič ne klikam, prav. Ne smem. Mimogrede, tole je grafika, ki smo pred kratkim dobili. Tukaj je ena varianta, potem druga varianta je pa tudi, da so vsaj drug ali tako karkoli, da jih je polovico različnih barv. Tako ne veste, kaj mehanic. Mimogrede si izmislila, da bi različne barve, ker smo hoteli to izpostaviti, ne samo vsi različni, pa skupaj, pa sončno, pa optimistično, ampak različne barve, pa še tudi to, ker sem prej rekla, vsak drugi v slovenski družbi odrasel je obarvan, lahko v tem smislu, se pravi, čezmernega pitja alkohola. Ja, tole je še pred. Ja, ne bom ponavljala samo toliko, da danes smo torej predstavili različna področja, kulturne kompetence. Kaj je pa pred nami? To je pomembno. Začetek pilota, izvajanja kratkega ukrepa 1 in sicer z oktobrom. Vsi predstavniki, ki ste še ostali z nami do konca iz zdravstvenih domov in centrov za socialno delo, ki ste dali še 7 dan usposabljanja čez, veste tudi, da je pri izvajanju ukrepa bistveno, da se ta tudi beleži. Vzpostavlja se aplikacija oziroma že vzpostavljena, tako da z naslednjim tednom lahko začnete. Naši sodelavci, s katerimi ste že povezani na ravni regije, vam bodo dali še dodatna navodila, čist tehnične narave v prihodnem tednu oziroma konec tega tedna. Se pravi, kaj pomeni ta začetek pilota? Izvajanje obravnav z naslova kratkega ukrepa 1. Potem dano vam bo in tudi mi želimo, da se udeležujete posvetovalnih srečanj, ki niso supervizije, imajo pa podoben namen in sicer dodatnega opolnomočenja vseh izvajalcev kratkega ukrepa. Potem izvajanje so pa aktivnosti z vidika kratkega ukrepa 3 in pa vezano na vse ravnokar omenjene izvajalce, se pravi tako kratkega ukrepa kot kratkega ukrepa 3, pa ne samo teh, ampak tudi vseh drugih, ki ste danes tudi z nami, pa morda ni bilo dovolj izpostavljeno, ker bo to drugič morda bolj predstavniki lokalne oblasti, pa policije in pa predstavniki profilov področji že ustaljenih pristopov naslavljanja čezmernega pitja alkohola, zlasti sindroma odvisnosti. Se pravi, mreženje vseh teh deležnikov, vključno z mediji na lokalni ravni, regionalni in nacionalni, smisel tega je interdisciplinarno mreženje, povezovanje ne samo na takih velikih srečanjih letos, pa naslednji let spet enkrat, ampak tudi na lokalni ravni, regionalni, nacionalni, tudi zato, da če smo zdaj v okviru razvojnega tima razvili ta predlog pristopa in smo se usposabljali in zdaj bomo pilotno to izvali, oziroma boste na terenu, je zelo pomembno, da dobimo ta feedback, kako je pa to v izvedbenem delu, ker bo to seveda prispevalo k končnemu predlogu leta 2020. In pa izvedba izobraževanj, kot sem prej omenila, z vidika kratkega ukrepa 2, so pa projekt zastavljen na ravni usposabljanja izvajalcev, se pravi kliničnih specialistov, kar bo potekalo v letu 2019. Že omenjeno nas čaka, pred nami tudi priprava smernic za odgovorno poročanje v medijih, to poteka ves čas trajanja projekta v večjih fazah in pa priprava, usposabljanje in pa izvedba
ZVC oziroma CKZ delavnic zdravi odnosi. Tukaj je v nekem smislu prišlo do, torej v smislu, ki je prišlo do zamika in sicer pričakujemo nekako, da se bo začelo ta del pilota s 3-mesečnim, 4-mesečnim zamikom, kar pa ni nič narobe z vidika časovnice, torej da bi vas lahko skrbelo, da kaj vi boste imeli enako število mesecev ali pa za to aktivnost bo na razpolago kot pilot enako število mesecev kot za ostale. Tukaj si lahko prvošmo nek zamik leta 2020, to da ne bi skrbelo, imamo to v mislih. In pa delovanje nacionalnega strokovnega odbora. Naslednjič se sestanemo decembra 2018. Nacionalni strokovni odbor sestavljajo praktično povsem ista sestava znanih sodelavcev in pa NIJZ strokovnjakov, kot je bilo v razvojnem timu. Gre pa za to, da je v različnih fazah potem tudi različno pomenovanje. Pa še ena linija, ali vsaj ena mora manjkati, bom jaz zdaj pa probam, tam da bom kaj porušila. In delovanje usmerjevalnega odbora. Večkrat danes smo uvodoma izpostavili, da bomo tudi usmerjevalni odbor na Ministrstvo za zdravje, pa prej je bilo strani predstavnika, torej gospoda predstavnika Društva za srce izpostavljeno, kako pomembna je vloga države, zato da ne bo kar izvenelo vse skupaj, kar se rado dogaja s projekti, prevelik, preobsežen in preveč deležnikov nas je, da bi lahko to kar izvenelo. In zato smo poskrbeli ne samo na neki načelni ali pa idejni ravni, ampak tudi zelo konkretno ravno z vzpostavitvijo oziroma z začetkom delovanja tega usmerjevalnega odbora, s čimer se je ministrstvo, ki v projektu nastopa v dveh vlogah, po eni strani kot nadzorni naš organ, po drugi strani pa kot soupravičenec projekta, kar pomeni, da reče se bolj petič za delovni paket, tukaj rečemo aktivnosti. Eno aktivnost vodi in odgovorno prav Ministrstvo za zdravje in to je ta sistemski vidik. Zato, da vse to, kar zdaj razvijamo, usposabljamo in bomo praktično sprobali v okviru projekta, torej pilota in bomo potem nek končen predlog predstavili, da ne bo to pač nekje v enem poročilu in v predalu, ampak se vrš čez trajanja projekta poročamo in dobivamo feedback strani usmerjevalnega odbora, kjer so predstavniki različnih sektorjev in pravzaprav tudi pozicij možnosti odločevanja o nadaljnih korakih preventive na področju alkoholne problematike, zato da po eni strani nam pomagajo z usmeritvami, če imamo kakšne objektivne omejitve, ki jih ne moramo presegati s projektom, naprimer varovanje podatkov je ena taka stvar, recimo samo po drugi strani pa da oni senzibilizirajo svoje področje oziroma svoj teren zato, da ko bo leta 2020 pripravljen nek predlog, ne bo manj podvržen ali pa dovzeten za politični vidik sprejemanja tega ukrepa oziroma pristopa. Torej, da bo tudi politika senzibilizirana in odločevalci politični do te mere, da ve, da je to nekaj, kar je že delano nekaj časa na tem, ne pa nekaj, kar z novim ministrom šele pride na mizo, pa potem gre ali pa ne gre skozi. Tako da to mogoče še mimo grede, ne vem, če je to sploh vprašanje prej, ampak ne odgovor. Torej imamo ta vidik, kolikor ga imamo pač lahko tudi vključeni, poskrbljeno za to. In pa seveda brez evalvacije, brez vrednotenja, mi ne moramo delati kljukic ali pa pač križcev in brez tega ne moramo dobiti povrnjenih sredstev in brez tega ne moramo zagovarjati nečesa kot učinkovito. Tako da ves čas sprotna evalvacija, pa sredno prosimo, in smo zelo hvaležni, da zelo aktivno sodelujete in še vas bomo prosili do konca trajanja projekta, ker pač res vsi skupaj to so ustvarjeno. In pa priprava končnega predloga, kot rečeno, 2020-2021. Zdaj, prihodno skupno srečanje, to bo približno čez 1 leto, tako je načrtovano, lahko da bo pač malo prej ali malo kasneje. Predlog. Zdaj danes smo res te srednje kratke 3 ukrepe želeli, da se predstavljajo in da si predstavljate med seboj, da ni vedno samo, da malo povzamemo, ampak da se res vidi, kaj in na kakšen način so potrebe in možnosti z različnih vidikov ali področij. Nekako smo razmišljali, da seveda pa je zelo pomembno, ki sodelujemo tudi v okviru projekta z predstavniki tako imenovanih ustaljenih pristopov naslavljanja alkoholizma, se pravi psihiatri ali psihologi, predstavniki anonimnih
alkoholikov, društva Al-Anon, raznih terapevtskih skupin z tega področja, pa to, kar je bilo danes v eni skupini vmes tudi izpostavljeno, naslavljanje te problematike pri otrocih in mladostnikih oziroma tudi starejših občanih. Zdaj govorimo o odrasli populaciji in večina ukrepov je pač zaradi takih in drugačnih razlogov, tudi logističnih in drugih omejena na odraslo populacijo. Še to, rada bi povedala še enkrat, bi se rada zahvalila, da ste ostali do konca. Veliko je bilo danes, kar smo želeli, morali dati skozi oziroma predstaviti. Naslednje srečanje ob letu Sorej po 4-urno in obljubimo, da ali po poldanskih terminih ali pa celo sobota. Tako da boste lahko bolj razpolagali s časom in ne bo treba podrediti vse tem dnevu. Se strinjate s tem? Ne v soboto, ja. Zelo različno dobivamo na terenu, tudi se kako izobražujemo, nekateri zelo izražajo, da mora biti sobote, da čez teden ne gre, nekateri pa ravno kontra. Tako da bomo tako, zaenkrat bomo rekli to, da bomo 4 ure pa popoldne, pa bomo probali znotraj tedna vse še, ne? A se strinjate? Ja. Ok. Zdaj pa, zdaj sem večkrat nanizala, kaj imamo mi v mislih za prihodne srečanje, ampak mi lahko nekaj govorimo, pa lahko sploh ni aktualno in ne bi zdaj radi časa ven porabljali za brez veze in tudi nisem angažirala za nekaj, kar nima pravega smisla. Zato bi vas jaz lepo prosila, vas vabim, da v svojih vrečah, ki ste jih dobili sopa vrečah, imate tudi take majhne blokce rumene sopa in vas prosim, da na listek, lahko je tudi več listkov, ampak na listek, da enega strgate oziroma da napišete gor svoj predlog teme, ki naj bo obravnavana na prihodnem skupnem srečanju. Lahko je predlogo več, lahko je en, se pravi, kjera tema se vam zdi smiselna, jaz sem jih prej nanizala, je kakšna od teh, ali pa kaj čisto drugega, pa mi nismo pomislili, pa bi bilo smiselno naslediti. In to bi vas prosila, da date v škatle, kolega Voka, jaz to prav govorim, v škatle, ja, ki bodo pri izhodu. To je namesto evalvacije. To smo rekli, da ne bomo evalvirali na tak način, ampak bomo pravzaprav vas prosili za sodelovanje v tem smislu. Vmes smo vam obljubili, ko ste izpolnjevali tiste listke Audit C o pitju alkohola, tudi rezultate in dr. Piko Založnik, prosim za tole, pa kar izvoli, če lahko ti poveš, kaj najbolj. Nimam kaj veliko vsebinsko dopovedati. Zahvala bi se vam od registriranih vas je bilo nekaj čez 400, nekaj je to ekipa naša, ki niso odgovarjali na ta vprašalnik. In bi se zahvala tistim 208, ki ste odgovorili na vprašalnik. Glede na to, da se pogovarjamo, da bomo se odprto in transparentno pogovarjali o pitju alkohola, bi želela, da bi vas več na ta anonimni vprašanjik odgovorili. V glavnem lahko ugotovimo, da v veliki večini nekaj spijete, ampak ste večinoma pod mejo manj tveganega pitja alkohola. Bolj natančno malo težje, zato ker vas tudi zelo veliko ni označil, katerega spola ste. Meja med za manj tvegano je pa odvisna, da ženske je pri 5 točkah navzgor in pri moških 6, tako da, no. Ne, tole je pa zdaj se skupaj, za 7 oseb nismo mogli povedati, da so nadal pod, ker so bile 5 točk. Tole je v bistvu 201 oseba, v veliki večini pod mejo. Jaz upam, da ste odgovarjali po resnici, ampak to je tudi mogoče en tak indikator, zakaj takle vprašalnik mogoče ni najboljši pristop ugotavljanja, koliko nekdo v resnici pije, ampak da pridemo do resničnih informacij skozi pogovor, kar smo vas izobraževali na to temo v veliki meri. Hvala, Pika. Se pravi, da ne bo pomote. Pripomoček je zelo uporaben, samo treba ga je ustrezno kontekstualizirati.
na način recimo motivacijskega pogovora oziroma nekih uporabe elementov tega. Prišli smo do konca. Jaz se vam še enkrat res najlepše zahvaljujem, da ste prišli, da ste ostali do konca in da ste tako aktivno sodelovali. Želela bi se zahvaliti ne samo vsem udeležencem in torej vsem, ki ste danes z nami kot slušatelji, vsem, ki ste bili aktivno udeleženi kot predavatelji oziroma predstavniki različnih področji, in želela bi se zahvaliti tudi SOPA timu, ki smo vsi skupaj in zlasti sodelavci vsak posebej res super prispevali k temu. Ogromna logistični zalogaj, pa tudi vsebinsko smo se mogli zelo usklajevati, je za nami in sem res zelo vesela, da je vse potekalo, bomo rekli, relativno gladko. Tako da hvala SOPA timu in srečno do prihodnjič vsem skupaj.